pozdravljeni vsi. Danes bomo ponovno odločali o zakonu o RTV-ju, ki ga je vladno proceduro, torej v parlamentarno proceduro vložila vlada. Državni svet je izglasoval veto namreč na to in izpostavil več problemov povezanih z novelo zakona, na katere smo opozarjali tudi v naši poslanski skupini. Najprej problem seveda, da se zadeva sprejema po nujnem postopku, kar pomeni, da je bilo popolnoma izključeno civilna družba, vsi tisti torej, različne inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, tudi spremembe. Na ta način seveda se izriva vse tiste, ki bi lahko po javni razpravi imeli kaj povedati, društva, civilno inicijativo, različne inštitucije. Očitno pa je to modus operandi te vlade. Nujni postopki, medtem ko predsednik vlade supa, ministrica se potaplja v Dalmaciji, nas prepričujejo, da so nujne razmere, izredne razmere in da je zato potrebno zakone sprejemati po nujnih postopkih. Medtem ko so prejšnji vladi učitelji vladanje z odloki. Zavestno na ta način krša poslovnik in instrumentalizira zakonodajni postopek in ocenjujemo, da gre za zlorabo poslovnika, ampak seveda z večino lahko očitno to počneš. Mi bomo na glasovanju veto podprli, ker želimo preprečiti, da bi bil zakon sprejet. Smo pa danes tudi vložili preko 6200 podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Zakaj nasprotujemo zakonu? Popolnoma se izključuje gledalce in poslušalce, ki so plačniki RTV prispevka. Zakon namreč po novem daja samo določenim skupinam, naprimer Nacionalnemu zavodu za kulturo, ki ga ustanovi vlada, podelitev pooblastilo neposrednega imenovanja, hkrati pa izključujejo vse tiste, ki so doslej lahko predlagali, torej fakultete, nevladne organizacije, druge organizacije z področja kulture, invalidov, humanitarcev in tako naprej. Vemo, da eden od predlagateljev, torej ne predlagateljev, pač pa tistih, ki bodo neposredno imenovali člane, je tudi Olimpijski komite, ki je kot nepolitična organizacija pred leti kot neodvisnega strokovnjaka predlagal Janeza Kocijančiča, ki vemo, da je bil predsednik Socialnih demokratov. Poleg tega se ne strinjamo s tem, da se državnemu zboru jemlje ustavo dana pravica imenovanja in potrjevanja določenih funkcij, funkcionarjev oziroma določenih imenovanj. Veste, da v državnem zboru potrjujemo sodnike, tudi druge vrhovne sodnike, ustavne sodnike. Tukaj pa nas nekdo preprečuje, da izbranci ljudstva, ki smo izvoljeni, predstavljamo določeno število volivcev, ne smemo oziroma nismo usposobljeni, da bi odločali oziroma sprejemali odločitve v zvezi z imenovanjem programskega sveta na podlagi predlogov gledalcev in poslušalcev, kot rečeno, ki se jih z novelo zakona popolnoma izključuje. Prav tako nasprotujemo zakonu, ker se z enim zamahom obglavlja vodstvo RTV. 40 ljudi se bo v enem dnevu zamenjalo, s čimer se seveda posega v njihove ustavno varovane mandate, torej v pridobljene pravice in upravičena pričakovanja članov navedenih organov, pri čemer, na kar je pa opozorila Zakonodajno-pravna služba, predlagatelj ni opravil testa sorazmernosti oziroma ustrezno pretehtal javne koristi, da bi bil njegov poseg v pridobljene pravice lahko dopusten. Kot rečeno je na to opozorila že Zakonodajno-pravna služba, ki ocenjuje, da gre za prekomeren poseg v načelo varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz 2. člena Ustave Republike Slovenije in na ta način onemogoča tistim, ki so bili imenovani upravljanje funkcije, na katero so bili imenovani skladno z zakonom, ki zaenkrat še velja. Zakonskim prenehanjem mandatov in razrešitvijo članov brez utemeljenih razlogov se bo močno poseglo tudi v koncept neodvisne in samostojne RTV Slovenija in ocenjujemo, da bo ogroženo tudi utemeljeno pričakovanje
državljank in državljanov, gledalcev in gledalk, poslušalcev po samostojni, nepristranski in depolitizirani RTV Slovenija. Z novelo se povečuje tudi vpliv zaposlenih. Načeloma s tem ni težav, vendar mora biti neko pravo sorazmerje, ne morajo imeti zaposleni previsokega deleža, ker se potem pogosto zgodi v javnih zavodih, to poznamo iz področja izobraževanja, da zaposleni skrbijo bolj zase in za svoje pravice, kot pa za tisto, kar je najboljše za zavod. V tem smislu smo tudi spremenili sestavo svetov zavodov v šolah na 3-3-3 z zakonom, na katerega tudi dal državni svet veto, da se to odpravi in se ponovno vrne na razmerje 5-3-3 v korist zaposlenih, bomo ponovno odločali danes. Torej, to je to. Mi bomo veto podprli, kot rečeno, so pa bili vloženi tudi podpisi, tako da pričakujemo, da bo predsednica državnega zbora oziroma službe najprej pogledale oddane podpise in potem določili datum, ko se bodo začeli izbirati podpisi za referendum, torej 40 000, ki jih je potrebno potem še zbrati novorodna pravnih enotah. Lahko vprašanje? Ja. Morda najprej kje in kako ste zbirali podpise? Podpise se pač zbira na predloženih obrazcih, na različne načine. Pač vsak je nagovoril verjetno tistega, ki se ne strinja s takim načinom in z spremembo zakona RTV-ju. Kako komentirate ocene iz strani koalicije, da nasprotujete zakonu samo z namenom, da bi ohranili mandate tistih, ki so trenutno na vodstvenih položajih, vemo, da sta na 2 funkcijah, delimo 2 do nedavnega uslužbenca prejšnje Janševe vlade, delimo gospod Uroš Urbanijan, takrat. No, že obstoječi zakon je predvideval tisto, kar pač imenujemo v državnem zboru, je programski svet. Programski svet potem izbira direktorja in direktor potem predlaga direktorja televizije in tako naprej. To, kar je pač naša naloga, kar počnemo v državnem zboru, je potrditev mandatov programskih svetnikov. In obstoječi zakon je bil že v osnovi napisan tako, da je predvideval na vsake 2 leti, da se mandati menjajo ne v času iste vlade, zato da nikoli ne more priti do tega, da bi ena koalicija imenovala popolnoma vse člane na predlog gledalcev in poslušalcev naenkrat, ker potem bi pa res lahko rekli, da je enostransko recimo usmerjeno pa kakorkoli. In naslednje leto se polovici teh programskih svetnikov mandati iztečejo in mi smo samo pač predvidevali in zagovarjamo to, da se pač zakona, ki velja, držimo in bo pač nova koalicija v naslednjem letu teh 8 članov predlagala. In na to spet čez 2 leti naslednjim 8 prenehajo mandati. To se nam zdi dovoljšna varovalka, da zagotavlja, da ni nikoli enostransko imenovan programski svet. Okay. Mogoče samo vprašanje. Mislim, zdaj glede RTV-a ste vložili referendum oziroma boste vložili zdaj, a je že jasno glede tega drugega zakona o škodljivih posledicah oblasti, boste šli na ustavno sodišče ali... Ne vemo, kaj bomo še naredili. Se bomo odločili po izglasovanem vetu oziroma kaj se bo zgodilo, ker je še nekaj časa, tako da si bomo vzeli toliko, kar je možno. Hvala lepa.